Gospa Bah Žibert, zakaj so sedeži namenjeni vaši poslanski skupini med govorom predsednice države ostali prazni? Ja. Najprej, morda za začetek je pomembno poudariti, da smo mi pozdravili to odločitev, da predsednica države vendarle stopi pred poslance. Zakaj pa potem prazni stoli? Vendar pa je to storila po 3 letih opozarjanja, vlaganja zakonov, pozivov tako lokalne skupnosti kot županov, da se vendarle odreagira in nihče ni naredil ničesar. Menim, da danes ni bil čas, da bi se samo poslušalo monolog predsednice države, ampak da bi bil potreben dialog. To pomeni, da bi moral biti tudi interes predsednice države, da vendarle sliši mnenja poslanskih skupin in da se prisluhne vsaj stališčem glede tako pomembne problematike, kot je ta. Vemo, da smo na neki prelomnici, da je v državi res zahtevna situacija in prav bi bilo, da bi predsednica države slišala tudi mnenje vseh parlamentarnih strank. Gospod Zlobko, samo malo, najprej dajmo razčistiti to udeležbo. Gospod Zlobko, kako vi gledate zdaj na to, da na te argumente, zakaj poslanci SDS se niso udeležili izredne seje in poslušali predsednico države? Gledajte, po mojem osebnem prepričanju in mnenju bi bilo primerno, da se poslanke in poslanci SDS-a udeležijo današnje seje, vsaj v počastitev spomina na tragično preminulega Aleša Šutarja. To je drugič pa tudi zaradi tega, ker bi bilo res primerno, da pridejo na poslušanje tega, kaj je imela zapovedati najvišja moralna avtoriteta v Republiki Sloveniji, to je predsednica države. Poglejte, jaz mislim, da je to nekoliko sprevržno, kar danes govori največja koalicijska stranka. Zakaj? 4-krat, zdaj bojo že 5-ič, konkretni zakoni na mizi državnega zbora. To so zakoni, ki so jih pripravili tako imenovani župani jugovzhodne Slovenije in so jih nekako vložili z podpisi več kot 30 000 državljank in državljanov z tega področja. Te zakoni odražajo tisto, kar na terenu dejansko potrebujemo. To so nujne spremembe. In danes ravno koalicijska stranka, ki je vse te zakone zavračala, ki ni prišla na seje Komisije za peticije in človekove pravice, 4 sej smo imeli na to temo. Zadnja je bila le nekaj dni pred to tragično smrtjo in koalicija oziroma največja koalicijska stranka je obstruirala to sejo. Niso se želeli pogovarjati, govorili so o tem, da širimo nestrpnosti in laži in danes oni govorijo o tem, kako moramo biti pietetni do žrtve. Jaz mislim, da je to nesprejemljivo in da dejansko se danes to žrtev poskuša ravno strani predsednika vlade in koalicije izkoriščati za PR, kar je pa seveda nesprejemljivo in neodgovorno. Ogromno kaj pravite na te argumente, bilo, da to zdaj izkoriščate za PR? No, lejte, jaz moram te argumente zanikati. Vsekakor te trditve moje kolegice, gospe Anje Bah Žibert, ne držijo. Res je, da smo zavrnili 3 predloge njihove, ki niso prinašale nikakršnih posebnih rešitev. Smo pa potrdili noveliran predlog NSi-ja in sicer to je, da se ukine socialna pomoč tistim, ki ne pošiljajo otroke v osnovno šolo za 3 mesece. Glejte, to ne drži. Če dovolite, ne? Seveda treba tle postaviti tudi vprašanje vseh županov in lokalne skupnosti, kaj so oni v vsem tem času naredili na svojem področju, se pravi v jugovzhodnem delu Slovenije. Pa se bom zdaj mogel vrniti nazaj v leto 2006 in sicer v november v Ambrus. Vsi se spomnimo, kaj se je v Ambrusu dogajalo. A ne? In po akciji Ambrus so se zgodile tako imenovane grčarice, a ne? Kolegica. Bivši minister SDS-a, gospod Zver, je na zaprto območje, potem bivše zaprto območje Gotenica, pripeljal gospod Strojnovo z njenim sinom in jim ponujal objekte Ministrstva za notranje zadeve, da bi jih umaknili iz
Suhe krajine. Seveda Dobro. te zadeve niso hoteli vzeti, v vmesnem času so se postavila mnoga vprašanja teh občanov in so bili proti temu. In strojani so končali v Ljubljani. In kakšno je bilo sporočilo 2.6 Romom? Kakšno? Sporočilo je bilo, lahko maltretirate ljudi, kradete, delate kar hočete, gledali bomo stran. Ste gledali stran? Poglejte, sej vsi vemo, da temu ni tako. Dejstvo je, da takrat je vladi uspelo, da je situacijo v državi umirila. Dobro vemo, kaj se je v Ambrusu dogajalo, kaj je skupina Romov, bom rekla, Strojanovi so takrat bili, kaj se je dogajalo in dejansko je vlada ukrepala takoj, zaščitila tudi ostalo prebivalstvo in zadevo rešila. In ne samo to. Dejstvo je, da smo tudi v času zadnje vlade Janeza Janše, čeprav so bile razmere povsem drugačne, imeli smo manjšinsko vlado, vemo, da je bil COVID, pripravili konkretne rešitve, kaj je potrebno vse na tem področju narediti. Vloženi so bili tudi zakoni, ki so zelo podobni temu, kar so predlagali, bom rekla, župani 11 občin, pa je takratna Levica zablokirala to sprejemanje z, bom rekla, tako imenovano proceduro referenduma, tipičen način za to, da se te zadeve niso sprejele. In dejstvo je, da ni res, da je ta koalicija karkoli sprejela. To, kar so oni sprejeli, je v bistvu olupljen nek predlog zakona, za katerega so pa župani jasno povedali, da ne živi, da se že sedaj pokazalo, da zadeve niso dobre in da rešitve niso primerne. In poglejte, tako kot sem povedala, nekaj dni pred tem, ko se je pač zgodila ta smrtna žrtev, smo imeli komisijo za peticije. Prišli so župani, prišli so predstavniki civilne družbe in vsi so povedali, kako je neodgovorno strani vlade, da ni nikogar. Še več, tudi urada predsednice države ni bilo. In takrat bi lahko še marsikaj skupaj storili. In dejstvo je, da nobene rešitve niso želeli sprejeti. Mi smo predlagali zakone, predlagali smo pobude, vse se je zavračalo. Še več, spoštovani, predsednica odbora za notranje zadeve, gospa Novak, je celo obtožila župane, da hujskajo ljudi, da prihaja do takšnih zadev. Danes smo tukaj, kjer smo in mi smo povedali, zgodilo se bo, da se bo meja... Ampak zdaj mi povejte, kaj boste zdaj naredili? Boste vi se strinjate s predsednico Natašo Pirc Musar, ki je danes opozorila, da ukrepi, ki jih pripravlja vlada oziroma politika, ne smejo biti preveč represivni, da si politika ne sme dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice. Se strinjate z njo ali ne? Poglejte, mi ukrepov strani predsednika vlade še nismo videli. Poglejte, ampak ne, jaz vas zdaj sprašujem, jaz vas samo sprašujem, jaz vas nisem vprašal o ukrepih predsednika vlade. Mene zanima, ali se vi strinjate s predsednico Natašo Pirc Musar, ki je danes opozorila, da ukrepi, ki jih pripravlja vlada oziroma politika, ne smejo biti preveč represivni, da si politika ne sme dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice. A to podpirate, se strinjate z njo, da si politika pri pripravi zakonov ne sme dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice? Poglejte, gospod Slak, še enkrat, mi podpiramo zakone, ki jih je pripravila skupina županov. Te odgovarjajo na vse probleme. Ostalo danes zakonodaja že ima, samo izvrševati jo je potrebno. Kaj pravite zdaj na ta argument in ali se strinjate zdaj vi z predsednico države Natašo Pirc Musar, ki je dejala preveč represivnih ukrepov, da si politika ne sme dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice, ker predsednik vlade Robert Golob pa je napovedal ravno represivne ukrepe in on vidi rešitev v tem. Kaj se zdaj strinjate s predsednico ali ne? Gospa Bah Žibert pravi, mi podpiramo tisto, kar so predlagali župani. Kaj pa vi? Poglejte, najprvo moram replicirati, da so naredili vse. Leta 2022 se vemo, kaj se je zgodilo v Grosuplju. Gospodu Knaflju, ker so ga 3 oziroma 4 mučili en dan in so ga pustili, da je umrl v mukah. Zato ni noben odgovarjal, noben ni odstopil. Tako da to vse ne drži, kar je bilo zdaj povedano. Kar se tiče varnosti v Sloveniji, in sicer moram reči, da je varnost temelj človekovih pravic in svoboščin in seveda temelj sobivanja in naloga države je,
da zagotovi vsem enako stopnjo varnosti. In mednarodno, če gledamo, je Slovenija primerjalno zelo varna država. Če o tem vprašamo katerega koli prebivalca jugovzhodne Slovenije, pa naj bo to v Ribencu, Kočevju, Črnomlju, Novem mestu, Krškem ali Brežicah, bo rekel, da temu ni tako. Ti ljudi zdaj že nekaj let trpijo nadlegovanje mladih kriminalnih združb, tako romskih kot neromskih. Ne? Vedeti moramo, da je v romskih skupnostih prišlo do premikov in da v romskih skupnostih ni več avtoritet, starešin, ki bi odločile in imele neko besedo, kaj se je dogajalo, ali ne. V romskih skupnostih danes vladajo kriminalne družinske združbe, ki se ukvarjajo z prodajo drog, splošnim kriminalom, prostitucijo, orožjem in še čem. In seveda, da dokončam, država je dolžna, da poskrbi za varnost vseh. In temu treba narediti konec. Ampak zdaj pod vprašanje, niste mi odgovorili na vprašanje, ne, ali se zdaj, ne, ker zdaj se pogovarjamo o tem, ne, s kakšnimi predlogi bo prišla vlada. Ne. Ali se vi zdaj strinjate s predsednico Natašo Pirc Musar, ki je danes opozorila, da ukrepi, ki jih pripravlja vlada oziroma politika, ne smejo biti preveč represivni, da si politika ne sme dovoliti čezmernih posegov v človekove pravice, ker do te razprave vedno pridemo, ko pridemo do urejanja oziroma zaostrovanja, recimo, ali povečanja pooblastil policije. Poglejte, tukaj lahko govorimo o dveh vrstih ukrepov. Lahko govorimo o... Že, ampak a se vi strinjate z Natašo Pirc Musar? Jaz se za predsednico v tem pogledu ne strinjam. Zakaj ne? Trenutna situacija je takšna, da je treba poseči po represivnih ukrepih, ki bodo povedali kriminalcem, da pač za njih velja isti zakon kot vse ostale. In ni res, oziroma res je, da trenutna zakonodaja, kar se tiče ZKP-ja 218. člen in 53. člen zakona o policiji, omogoča vstop v stanovanje ali objekte pod določenimi pogoji. Vendar v teh razmerah, ko so sedaj, tega vstopa pač policisti ne morejo izvajati. Zato je potrebno, da se določena zakonodaja na tem področju zaostri, tako na področju pooblastil policiji, javnemu tožilstvu, pravosodju, sociali in pa seveda tudi FURS-u, da lahko začnejo izvajati skupaj naloge. Ali vi tako zaostritev recimo boste podpirali? Kako se boste odločali, kaj boste sprejeli? Najprej moram, dovolite mi nekaj odgovorov. Ne. Najhuje se mi zdi ta trenutek vsem tem, glede na to, da sem veliko delala na tem, da bi se vendarle prišlo do napredka pri reševanju romske problematike, je, da se sedaj izenačuje različne žrtve. Dejstvo je, da 2022 je bila smrtna žrtev in to zaradi tega, ker je prišlo do tipičnega kriminalnega obračuna, naročenega umora. In takrat je, bom rekla, izvršilna veja oblasti odreagirala, vsi so bili prijeti, sprocesirani, ampak ravno v vladi gospoda Goloba so bili ti oproščeni in se sedaj postopek v bistvu ponavlja. To je dejstvo. Mi pa imamo danes smrtno žrtev zaradi objestnosti, zato ker je prišel oče na kraj, kjer ga je prosil sin, da pride pomagati. In poglejte, to danes govorijo koalicijski poslanci, kjer smo jim govorili o tem, da se ljudi pretepa. Imeli smo v Državnem zboru sejo, kjer so prišli ljudje, ki so bili pretepeni, poškodovani. Ko so se ljudje zbirali in imeli protestni shod, so govorili o tem, da imajo dobesedno opozicija svoje festivale in tako naprej. Skratka, koalicija se je ves čas norčevala in danes želijo z nekim hitrskim zakonom, seveda še s tem, da se pietetno se mi zdi zelo, bom rekla, nesprejemljivo, da celo poimenuješ po žrtvi takšen zakon, želijo nekako izpeljati iz te zadrege, ampak nekaj je jasno. Tukaj ne gre za nobeno drugo zadevo kot za reševanje ministra Mesca in pa reševanje Goloba. Tukaj bi lahko vlada do sedaj naredila vse, pa ni ničesar. Gledali so stran. Še replika na to in končamo. Lejte, vsekakor to ne drži. Kaj bo prinesel Šutarjev zakon,
Ne veva, ne veva, vendar No. so predvideni določeni ukrepi, kjer se jasno pove kriminalnim združbam, pa ne glede, s kje prihajajo, da ne morejo biti nad zakoni in da zakon velja za vse. To je že Samo malo, danes. samo malo, spoštovani, prosim, pred ne mi zakonom bi skakati morali v besedo. vsi Samo da še enaki. konča, pa končamo. Največje žrtve romskih kriminalnih skupin so Romi sami. In čas je, da enkrat politika se poenoti in skupaj z dogovorom sprejme nekatere ukrepe, da se bo varnostna situacija na jugovzhodnem delu Slovenije izboljšala. In to bomo govorijo videli, in to bomo spoštovani videli, danes tisti, gospa ki so Bavžiber, ves čas zavračali saj to vse smo že- ukrepe. saj to smo že In to je slišali, najbolj žalostno. To smo že slišali parkrat, ampak če se vam zdi pomembno, da še enkrat, Ja. ne vem, lahko slišimo kaj še enkrat, da kaj. Še Da enkrat- moramo biti pred zakonom Še vsi enkrat enaki, lahko to je povem, bistveno. da je čas, da se pove tistim, ki izvajajo kazniva dejanja, ne spoštujejo zakona, da je konec in da zakon velja za vse enako in da jih treba procesuirati. In bomo na ta način zaščitili žrtve. Bomo Da so do videli. tega prišlo, je bila potrebna smrtna žrtev in to je najbolj V žalostno. Sloveniji se vedno nekaj spremakne, ko se naredi nekaj hudega. No to je pa zelo slabo, kar ste Ne, zdaj tudi- povedal. Tudi V vseh zato, ker vla- smo tudi v vseh opozarjali, vladah, ker ni to smo samo Golobova vlada, opozarjali, ampak je ker bilo smo v vseh vladah. opozarjali in se je 2016, ogromno kaj se je zgodilo z stopnjuje se bombaši, nasilje. ko so umrle dve Romkinje? Nič, vsi so bili oproščeni. Nasilje se stopnjuje. Bomo Dekleta končali, rojevajo. razprava bo seveda še Tudi vi ste odprta. bili, da dekleta rojevajo. Poglejte, danes ste vi na oblasti, ne ukvarjate Glejte, se z drugimi. ne se Danes ste vi sprenevedati. tisti, ki bi morali Vsi- reševati, pa vsi ste so gledali mižali stran in gledali To ni stran. res. Dobro, To ni res. bomo tukaj končali. Hvala lepa, da ste bila naša gosta. V četrtek bomo nadaljevali, ko bomo videli, kaj bo vlada dala. Hvala za Najlepša povabilo. Hvala obema za pogovor.